Na mali planoti v središču samega Bohinja stoji sveže prenovljeni hotel Bohinj. Poleg čudovitih pogledov na jezero in okoliške hribe ga odlikuje sodobna podoba, ki pa se želi dobro razumeti tudi s tradicijo ter z gorato in gozdnato okolico. Markantna podoba hotela Bohinj ni edina lastnost, s katero se lahko ta odlično prenovljeni hotel pohvali. Tu so še kopica domiselnih detajlov, res premišljene rešitve in visoka mera odgovornosti. Spoznajmo ga. Zgodba o prenovljenem 4-zvezdičnem hotelu Bohinj pa ni le zgodba o novodobni hotelski pepelki, temveč tudi zgodba o zglednem sodelovanju lastnikov in arhitekturnega biroja Office, ki je zaslužno za novo okolju in uporabniku prijazno podobo. Rušitev bi predstavljala prevelik časovni zalogaj, obenem pa bi bila v nasprotju s trajnostno naravnanostjo hotela, zato so se odločili obdržati zdravo jedro in objekt le temeljito prenoviti. Iz enega apartmaja sta nastali po 2 sobi. Dodali so tudi nove programe, med drugim wellness, manjši kozmetični salon in konferenčno sobo. Gospod Repanšek, kakšne so bile pri tem hotelu osnovne želje? Kakšna navodila so dobili arhitekti? Ja, zdaj glede na to, da ležimo v Julijskih Alpah, se pravi v območju, kamor težko umestimo nek betonski objekt oziroma ne bi pasal, smo se odločili dejansko za izgled zunanjosti 100% les. Izbrali smo Macesa in tudi Zavod za kulturo nam je dal določene smernice, kjer smo upoštevali in mislim, da produkt je fenomenalen. In kje vse je pri notranjem ambientu bil uporabljen les? Ja, les je dejansko uporabljen čisto povsod, v kombinaciji z naravnimi materiali. Uporabljen je v sobah, pravi ta občutek alpske koče, uporabljen je tako v konferenčni sobi, spet z drugimi naravnimi materiali, recikliranimi materiali z filc paneli, kateri dajo hkrati tudi akustično podlago. V jedilnici vsi stoli, kmečka kuhinja, potem kmečka soba, dejansko les je prisoten po celem hotelu. No, in to mi je zelo všeč, ker tudi gosti, ki zastopijo v ta hotel, začutijo to toplino lesa in ta vonj še po novem. Tudi po zaslugi lesa hotel Bohinj odraža toplino, domačnost, pridih lokalnega okolja. Na zanimiv način so ga vkomponirali tudi v hodnike, kjer so ob povečavi detajlov iz fotografij toplarjev Tomaža Gregoriča oblikovali grafično podobo hodnika. Lepota alpske arhitekture, ki stavi na les, se odraža tudi v razgibanih macesnovih skodlah v osrednjem lobiju, ki so jih arhitekti na strop umestili v vertikalnih in horizontalnih formacijah. Les prevladuje tudi v zunanji podobi hotela, kjer so nosilce, žlebove in ostale tehnikalije skrili pod leseno oblogo, ki ustvarja videz fasadne opne. Macesnov les so zaščitili z impregnacijskim lakom, ki daje videz naravno staranega lesa in omogoča trajno enovit videz celote. Gospa Kutnar, tukaj imamo hotel, ki je odlično prenovljen z veliko uporabe lesa. In me zanima, kam se lahko investitor v Sloveniji obrne, kadar želi graditi z lesom? Jaz bi rekla, da na raziskovalne inštitucije, ki široko odpirajo vrata vsakemu, ki je drzen, ki si želi uporabiti več lesa pri obnovi ali novi gradnji. Recimo raziskovalni inštitut Renew iz Izole je eden tistih, ki vas bo brez dvoma sprejel in se z vami pogovoril, kako je najbolj umno uporabiti les. V Sloveniji se tudi sicer spodbuja gradnja z lesom. Kaj prinaša ta nova uredba o zelenem javnem naročanju? Z uredbo o zelenem javnem naročanju smo, vsaj tisti, ki smo podporniki lesene gradnje, zaploskali z rokami, zato ker omogoča, da bomo javne objekte gradili v veliki meri iz lesa. In sicer pravi, da 30% volumna novih stavb mora biti iz lesa oziroma tudi drugih obnovljivih materialov. To pa pomeni, da bomo kreirali zdrava bivalna okolja za nas, za naše otroke, predvsem pa tudi bomo izboljšali, po mojem mnenju, produktivnost na delovnem mestu, saj če sedimo v pisarni, ki je zgrajena po principih restaurativnega oblikovanja, bomo znižali število bolnišk, produktivnost, stres in pa po stresu bomo okrevali hitreje. Ampak če greva še širše, tudi na evropski ravni se veliko dela na tem, da se spodbuja lesno-predelovalna industrija in gradnja z lesom.
Ja, tako je. Evropska komisija in Evropska unija nasploh si je zadala, da bomo postali tisti zgled svetu, kjer dosegamo razogljičenje in znižujemo emisije toplogrednih plinov. Že leta 2019 je sprejela tako imenovani zeleni dogovor, potem so se pa kar vrstili drugi dokumenti, strategije in pa direktive, na koncu pa pred mesecem dni je Evropska komisija sprejela zakonodajni paket, s katerim veleva, kako moramo države članice pristopiti k razogljičenju tudi stavbnega fonda, glede na to, da se danes pogovarjamo o stavbah. Trajnost in skrb za okolje sta bili tudi eni izmed osnovnih teženj prenove hotela Bohinj. Premišljena ambientalna osvetlitev je dobro vidna v zasnovi sob. Vseh 69 sob tako nadgrajuje osvetljena silhueta Triglava, v naslonjalih postelj, ki se vklaplja v celotno dizajnersko zasnovo interjerja. Rdeča nit grafične zasnove, pod katero se podpisuje Slavimir Stojanović, je namreč zgodba 4 pogumnih mož, ki so se kot prvi povzpeli na najvišjo slovensko goro. Prav posebno mesto v novi podobi hotela Bohinj ima tudi muc Max, ki je bil dolga leta maskota nekdanjega hotela. Zaradi njegove priljubljenosti so odtise v avli pripisali prav slovitemu mačkonu, ki ga je poznal tudi Rok Oman, član priznanega arhitekturnega dua Office arhitektov. Rok, stojiva pred enem najbolj atraktivnih trenutno hotelov in me zanima, kaj je bilo za celostno prenovo tega hotela potrebno odvzeti in kaj pustiti, da imamo danes ta čudovit rezultat? Dejstvo je bilo, da je to prenova, ne? Nihče na začetku pa ni nekako vedel, kaj na koncu bo rezultat, ne? In mogoče je bila to celo, bi rekel, dejanska prednost pri samem projektu, ne? Da smo se zadeve lotili zelo, ne bom rekel stihijsko, ampak skozi neko vizijo se je koncept dograjeval sproti, ne? Z arhitekturno prenovo je bila sočasno izpeljana tudi statična in energetska sanacija. Z ojačitvijo konstrukcije je hotel pridobil balkone, ki ob velikih steklenih površinah nudijo dodaten stik z naravo. Kako kot arhitekt gledate na vlogo lesa v gradbeništvu? Ne sme biti to samo neka modna muha, enodnevnica pod pretvezo trajnostnosti, ne? Ravno hotel sem reči, da to ne sme biti pač neka modna muha, ki se pojavi na vsake 5-10 let, zato ker se je kot v modi pojavil nek dizajner, ki ga je uporabil in potem postane to neke vrste smernica za vse v tem mogoče obdobju, ampak predvsem zaradi okolju prijaznega materiala, ki tudi, ker vemo, gozdovi so pljuča tega planeta, tako da sama uporaba ni samo možnost reciklaže, tudi možnost obnavljanja, tako da in mogoče bi rekel najpomembnejši material, kar jih obstaja na tem planetu.